da je danes Gospodarska zbornica Slovenije pokazala, kaj je bil namen teh odzivov gospodarstva v navednicah, in to je to, da se pač diskreditira koalicijsko pogodbo in da se diskreditira določene ukrepe v tej koalicijski pogodbi, ki so tudi zaslugo Levice tam odpristali. Zdaj govorimo o gospodarstvenikih, ki s tem, ko vztrajno branijo svojo pozicijo, v bistvu napadajo po drugi strani tudi ljudi. Mi za te ukrepe, ki smo jih na nek način uspeli uriniti v koalicijske pogodbe, torej govorimo o boljših plačah za zaposlene, o boljših pokojninah, o boljšem zdravstvu, o boljši infrastrukturi, stanovanjih in tako naprej, moramo po drugi strani najti tudi neke prilive. In tu še enkrat poudarjam, kot sem že povedal, da ne gre za neke revolucionarne ukrepe. Mislim, ta kapica 5% za dohodke iz kapitala pa za vključitev v dohodnino so nekaj, kar so OECD smernice. Ne govorimo ne o nekih skrajnih ali pa radikalnih levičarskih idejah, ampak gre za nekaj, kar smo v Sloveniji že poznali, kar pravzaprav že poznajo v celotni oziroma v večini držav Evropske unije. Slovenija je pa na dnu te lestvice. Tako da tisto, kar trenutno gospodarstveniki počnejo, je to, da se v bistvu oklepajo tega, da bi še vedno plačevali nižje davke kot v okoliščini in po drugi strani, da na tak način tudi odrečejo del tiste solidarnosti, ki bi morala iti vsem v državi. Če hočemo vztrajati na javnem šolstvu, javnem zdravstvu, javni infrastrukturi, moramo pač vsi v to prispevati. In mislim, da ta dva ukrepa nista tako ekstremna, da bi morala takšno razburjenje zgoditi. In če pa bi želela Gospodarska zbornica recimo spreminjati koalicijsko pogodbo, jim pa svetujem, da gredo na naslednjih volitvah na volitve, sestavijo vlado oziroma pomagajo pri sestavljanju vlade in vnesejo svoje zahteve v koalicijsko pogodbo.